Ta zgodba, ta ideja, da vse temelji na stroških, če ne plačaš, ne moreš kupiti. In potem v končni fazi subvencije za tiste, ki jih res potrebujejo, ki dokažejo, in to letno dokažejo, da imajo dejansko, rekel, nimajo ne premoženjskih, ne dohodkovnih teh primernih prihodkov, ki bi jim omogočali, da sami sebi, rekel, plačajo stanovanje, da se tem pač pomaga, ampak ne spet kar v nedogled, da se jim pomaga v nekem obdobju, v katerem morajo sami si v bistvu postati sposobni, da na trgu to, rekel, financirajo. To je zgodba z marsikatere evropske države, ki seveda pomaga, ampak ne brezpogojno. Moraš imeti neki program, se pravi, ali šolanja, ali varčevanja, ali česarkoli, da v nadaljevanju ta oseba, družina, bi morala biti sama sposobna sebe preživljati, in tudi zagotoviti stanovanje. Seveda morajo biti temu primerno tudi plače, cel sistem, davčno okolje mora biti stimulativno. Pri nas je popolnoma destimulativno, ker zdaj mi imamo davek na stanovanje, prometni davek je 9,5 za ne glede, koliko stanovanj kupiš. Tako da treba je spremeniti,